Dobro jutro, ura je 7. Danes ne grem naprej na fitness, ker je vroč sončen dan oziroma bo. In nedelja je še po vrhu, tako da gremo z prijatelji se malce namakati in hladiti v ene slovenske terme. No, danes bom pa govoril o temu, kako je v sodelovanju moč. Ko posameznik opazuje razmere na svetu, razne gospodarske dogodke, zaostrovanje razmer v določenih državah, razno pomanjkanje, neenakost med revnimi in bogatimi, vojne, lakote. Potem se posamezniku lahko zdi, da vsi ti problemi so tako veliki, da je nemogoče karkoli narediti. No, potem se pa pojavijo neki posamezniki ali neke skupine, ki pa potem želijo ljudi združiti in aktivirati v neko aktivnost. Nek primer so poulični upori oziroma vstaje, ko se nekdo spomni, zdaj bi bilo pa fino narediti konec temu in se preko spletnih omrežij skupaj zbere skupina ljudi, se gre na ulice in protestira in razbija in razgraja. In kaj je posledica tega? Posledica tega je samo, da tiste osebe, ki so na oblasti, si rečejo, ljudje delajo vandalizem, potrebno jih je še bolj obvladati, da se drugi nedolžni prebivalci, ki trpijo škodo zaradi tega vandalizma, zaščitijo. In na ta način vsako nasilno delovanje v smislu spreminjanja razmer na svetu posledično vpliva samo na to, da se še dodatno omejujejo svoboščine posameznikov in poostruje nadzor državnih organov nad posamezniki. No, potem so pa tudi še določena gibanja, religije, skupine, ki želijo na nek miren način izboljšati razmere na svetu. Jaz sem bil tudi v Sloveniji že povabljen v nekaj takih skupin in naziv teh projektov je zelo tak velikopotezen, miroljuben. Toda videl sem, da iz teh projektov ni nastalo nič in to zaradi tega, ker je vse skupaj slonilo samo na ideji, samo na neki viziji, brez da bi se zavedalo potrebe po temu, da mora vsak posameznik prevzemati odgovornost za svoja dejanja in za vse, kar trenutno obstaja na tem svetu, ker vsak od nas je soodgovoren za to, kar obstaja. Kajti za svojimi aktivnostmi in tudi z neaktivnostmi, torej za dopuščanjem razmer, smo sodelovali pri tem, da razmere take kot so. Torej najprej je potrebno se notranje, energetsko, čustveno stabilizirati, prevzeti odgovornost za to, kar trenutno obstaja, potem pa na miren, sistemski način spreminjati razmere. Torej pozicionirati se na določena vplivna mesta v gospodarstvu, v politiki. Še posebej pomembno je spreminjati sistem skozi politiko, ker to je edini zakonsko, sistemsko sprejemljiv način. In zato me je tako navdušilo pri našem gibanju Destiny, ker tukaj ni nobenega članstva, nobenega sledenja neki ideologiji ali nekemu človeku ali nekemu guruju, ampak se vsi samo enostavno sklajujemo z principom
tistega, kar je najboljše za vse. Pri tem pa je pomembno tudi, da posameznik ne deluje kot izolirana oseba, temveč da tudi skupina deluje homogeno. Pomembno se je zavedati, da vsak posameznik ima dragocene življenjske izkušnje, ampak če vsak deluje samo na osnovi svoje lastne izkušnje, potem ne more priti do sinergije delovanja. V naši skupini zato delamo na tem, da vsak predlog posameznika pretehtamo in ga navzkrižno preverjamo iz perspektive tudi drugih posameznikov. Tako da se resnično zagotovi, da je vsak predlog posameznika, glede na to, kako ne bi se stvari na svetu izboljševale, kako ne bi skupina delovala, da je čim bolj resnično preverjen, ali je ta predlog najboljši za vse, najboljši za vsa živa bitja in najboljši tudi za skupino, glede na trenutno stanje delovanja in glede tudi na nameravano pot delovanja. Zato vas vabim, da se tudi vi pridružite naši skupini Destiny. Če želite sodelovati v neki skupini, kjer se najprej posamezniki notranje čustvene stabilizirajo, da vsak lahko deluje mirno, trezno, po zdravi pameti, in to je tudi osnova, da potem lahko tudi skupina kot celota deluje čim bolj uspešno in da so rezultati čim boljši. V povezavi pod tem videom bom nalepil povezave do teh kontaktov naših skupin, naše skupine, tako da vabim, da si jih pogledate in da se nam pridružite. Nasvidenje.